kakšni so pa kakšne so dolgoročne posledice podhranjenja za nekoga, ki raste? Recimo, ki je v razvoju, pa... Ja, to so zelo težke stvari in za punce in za fante. Eno je, če ne jemo v puberteti, je kot neko, temu rečem, okno priložnosti, ko se kosti, mineralizirajo in nekako se zastavi kvaliteta kosti za celo življenje. Ne? In če v tem obdobju mi stradamo, ne jemo, so kosti slabše kvalitete, lahko so, pride do osteopenije ali pa tudi do osteoporoze, to je nekaj, kar imajo sicer ponavadi ženske v menopavzi, ko nimajo več menstruacije. In v bistvu tudi ustavi se na ta račun slaba kvaliteta kosti, ustavi se tudi rast v višino. To je nekaj, kar v bistvu punce najbolj ustraši, da ne bi zrasle, in tudi to se zgodi. In to jim poveste. Seveda. Ampak tudi to včasih ne, ker v bistvu njim je vseeno na dolgi rok. Tukaj in zdaj jim je popolnoma vseeno. Jaz jim govorim o recimo kvaliteti kostne gostote, sicer po domač povedano ne boš zrasla, ampak včasih jim tudi je to vseeno. Pol, ko gledajo za nazaj, jim je blazno žal, da niso recimo kakšne sodelovale in tako, ampak to je recimo ena reč, ki jih blazno prestraši. Na dolgi rok lahko imajo recimo punce, ker nimajo menstruacije, ima lahko tudi težave s plodnostjo. Nimajo menstruacije v določenih primerih? Se ne začne, ali kako? Ja, zdaj tako, če je z zgodnjim začetkom, ki še niti ne dobijo menstruacije, ki je tukaj nizka teža, to je to en izmed diagnostičnih kriterijev za punce, da v bistvu izgubijo menstruacijo, se pa ta sekundarna menoreja, to pomeni, da vsaj 3 cikle izpustijo, se pravi, izgubi se menstruacija, in to je vse nekako povezano z rastnimi hormoni, spolnimi hormoni, ker če ni hranil, po domač povedano, telo ugaša postopoma funkcije. Nujne, ja. Tako, ne nujne. In v bistvu en izmed teh je tudi menstruacija, kar lahko na dolgi rok pomeni, da bo nekdo imela težave z zanositvijo, na dolgi rok. Pol so pa pač seveda, če oseba še zmeri ima nizko telesno težo, lahko recimo, ne vem, so to elektrolitske motnje, motnje srčnega ritma, lahko tudi nenadna srčna smrt, ogromno enih telesnih zapletov je, k v bistvu samo, ko bi rekla, ohromijo kvaliteto življenja na dolgi rok. Tudi kognitivne, se pravi, motnje koncentracije, te osebe, če so kronično podhranjene, niso toliko, ko bi rekla, ne zmorejo svojega kognitivnega potencijala pokazati, kot bi sicer, če bi bile ustrezno prehranjene. Ampak, se pravi, mladostniki nekako ne slišijo tega, zato moramo biti toliko bolj vztrajni, se namesto njih odločiti. Jaz mu rečem, da če se otrok sam ne uspe nahraniti, mu bomo mi pomagali, moramo mi ohraniti, ko bi rekla, jih zaščititi in se namesto njih odločiti, da jih v bistvu obvarujemo na dolgi rok, da ne pride do vseh teh številnih posledic. Kaj pa bi nekdo, ki recimo pozna osebo ali pa je zelo blizu ta oseba v njegovem življenju, ali je to družinski član ali pa znanec ali pa prijatelj, pa sumi, da ima motnjo hranjenja, kako je najboljš postopati? Je odvisno od, mogoče tudi, koliko je s to osebo povezana. Recimo starši, rečva zdaj, ker to je zelo pogosto. Ja, fino je zdaj, da zelo pomembno je tudi pri odraslih, da je, če se oseba odloči za zdravljenje, da ima neko osebo zaupanja zraven. Zdaj, kako to nasloviti? Zbreka z enim razumevanjem, ker sploh te osebe imajo občutek, da jih ne razumemo, pol slišijo samo, pa da je sam neki pojej, pa ni to, ker če bi bilo tako enostavno, da rečemo nekomu sam pač neki pojej, ni, kot neko razumevanje, podpora, da pač ne glede na to, kaj, da si tam, da boš pomagal, recimo, če se odloči za zdravljenje, da bo nekdo pač pomagal in sodeloval na mogoče tudi kakšnih skupinskih terapijah, da bo tam. Se pravi, razlika je spet med otroci in mladostniki pa odraslimi. Pri otrocih pa mladostnikih je to, da se starš namesto njih odloči, pri odraslih je pa potem
Ker je oseba odrasla, se sama odloča, ampak je pomembno pa, da ima saj nekoga, ki mu ob vsem tem stoji ob strani, ker to je blazno frustrirajoča reč, če nekdo v tvoji družini ne je. To je en blazen občutek nemoči in je zelo težko razumeti nekoga, ki je v tem. Ampak se mi zdi, da če ta oseba vidi, da ima nekoga, ki mu stoji ob strani, ne glede na vse, da ima en občutek, tako bi rekla, varnosti. Tako je pa to zelo težko.